Spoštovane članice in člani Slovenske ljudske stranke, prijatelji in prijateljice, cenjeni gostje, med kateri še posebej pozdravljam profesora dr. Franca Zagožna in očeta Slovenske ljudske stranke, gospoda Ivana Obana. Lepo pozdravljamo. Ponosen sem, da vam na današnji konvenciji predstavljam kandidatke in kandidate Slovenske ljudske stranke za letošnje državnozborske volitve, ki stojijo tu ob meni, tik za menoj. Velik ljudski pozdrav tudi vsem njim. Za pogum! V Slovenski ljudski stranki z oblikovanjem liste kandidatk in kandidatov nismo niti za hip odlašali. Preprosto zato, ker se kot stranka, v kateri smo v zadnjem mandatu kot opozicija z dejanji dokazali, da znamo in zmoremo sprejeti odgovornost tudi tedaj, ko je nihče od nas ne pričakuje in tedaj, ko je najtežje. Zato, ker se kot stranka zavedamo resnosti razmer, ki obdajajo slovenski družbeni in politični prostor v tem trenutku. In ta trenutek ni čas mencanja na mestu, ni čas analiziranja vzrokov in posledic. Krizni menedžer ve, da je čas za takojšnje ukrepanje, čas za dejanja in ne za govorjenje. Ekipa naših kandidatk in kandidatov je danes tu pred vami prva med vsemi, zato ker vemo, da ni odlašanja in zato, da gremo že jutri v akcijo. Zavedam se, da razmere v državi danes to terjajo od nas. Ni se še izteklo letošnje leto, v katerem praznujemo 20 let slovenske samostojnosti. 20 let naše slovenske države. A glede na okoliščine, v katerih se kot slovenska družba nahajamo, se moramo vsak pri sebi odgovorno vprašati, ali se nam splača še naprej imeti državo. Jo hočemo ohraniti. Nedvomno jo moramo in jo tudi bomo. Niti za hip ne smemo dovoliti teh dilem, ki se lahko porajajo te dni za idejami, ki na prvi pogled ne odpirajo teh dilem. Odgovorno bomo gradili državo, kot bomo tudi odgovorno uvajali ukrepe, ki bodo omogočali razvoj gospodarstva in kmetijstva, ker sta to v sodobni družbi pač temelja blagostanja. Z vsemi silami bomo branili, ohranili, predvsem pa spodbujali slovensko gospodarstvo, ki nam daje razvoj in rast, predvsem pa delovna mesta in vsakdanji kruh. Marsikaj je za postoriti, v sedanjih razmerah pa je nedvomno, kaj so prednostne naloge. V zadnjih 2-3 letih sem 1000-krat ponavljal, 1000-krat. Gospodarstvo, gospodarstvo, gospodarstvo. Zato, ker je to za državo in njene ljudi tista energija, ki v sadovnjaku sadnemu drevesu daje moč, da stoji, zacveti in obrodi užitne plodove, s katerimi se hranimo. Zato, da danes ne bi bilo 100 000 ljudi pod pragom revščine. Zanemarjati podlago, na kateri sloni blagostanje, je enako kot zanemarjati zemljo, iz katere sklije zemlja. Ko je človek lačen, ve, da mora stopiti v kuhinjo, prižgati štedilnik, nanj pristaviti lonec, vstaviti vanj, če se le da zdravo hrano in jo skuhati, če želi topel obrok na krožniku. Slovenska ljudska stranka že danes in bo še bolj v prihodnje dokazovala, da so podlaga za razumna ukrepanja skrita v preprostih in jasnih odločitvah in predvsem v odločnih dejanjih, ne pa v cincanju. Vem, da to marsikdaj ni lahko in ne bo lahko in da so pogosto marsikje hladilniki bolj prazni kot polni, da ni kaj zavreči v lonec, kaj šele kakovostno hrano, čeprav se o tem ne govori dovolj na glas. O tem se ne gre sprenevedati. Ne zatiskam si oči, da marsikdo kljub težkim razmeram živi zelo dobro in lepo. In prav je tako, če je to posledica trdega dela, znanja in sposobnosti. Vendar
Vendar vidim stisko ne le v vseh tistih vseh številčnejših, ki so pod pragom revščine, temveč tudi tistih 500 000 ljudi v Sloveniji, ki so danes še nad njenim pragom, a trepetajo, da se bodo vanjo pogreznili. Spoštovani, tega pogrezanja mi, ekipa je tu za menoj, ne bomo dopustili. To moramo preprečiti. Zato se bomo zavzeli za takojšnjo stabilizacijo javnih financ in večjo učinkovitost države, tudi z racionalizacijo, pri čemer bomo z zmanjšanjem števila ministrstev na 10 začeli pri samem vrhu javnega sektorja in pri tem bomo morali stopiti skupaj. Lotili se bomo tudi izzivov, kot so pokojninska in zdravstvena reforma, vendar na temelju aktivnega socialnega dialoga, v katerem bodo sodelovali vsi. Le skupaj in v dialogu bomo kot družba močni, da te neizogibne izzive izpeljemo uspešno. Hkrati bomo tudi ukrepili zaupanje v pravno državo, zato, da bomo na teh temeljih takoj začeli učinkovito spodbujati gospodarsko rast. Zato, da bomo lahko posledično dvignili življenjski standard ljudi in zaustavili trend naraščanja revščine v državi. Tudi aktualnost razprave o razprodaji državnega premoženja nas ne zavaja v prepričanju, da je treba kar vse lastniške deleže v vseh podjetjih prodati takoj in to kar po dolgem in počez. Ne. Sam sem trdno prepričan. Sam sem trdno prepričan, da je še posebej v vsej tej ihti ideji, kdo bo prej razprodal vse, še toliko bolj pomembno ostati razumen gospodar na slovenski zemlji. In ravnati pa preudarno. To pomeni ne prodajati za vsako ceno, kot tudi ne ohranjati v lasti za vsako ceno. Še več, nerazumno bi bilo, da bi v vsej tej ihti prodajali vse, da bi iz tujine izvažali tajkune, ki jih imamo sami dovolj in se z njimi ne znamo spopasti. Samo zato in le zato, da bo nekaj izbranih posameznikov zaradi sodelovanja pri prodaji preskrbljenih do konca življenja, to bomo preprečili. To se v tej državi ne sme več dogajati. Povejte mi, kako lahko eno največjih slovenskih trgovskih družb, kjer je zaposlenih na 10 000 ljudi, kupi nekdo, ki niti sam nima denarja. Slovenske države pa to sploh ne skrbi. Kako je to mogoče, da to slovensko državo ne zanima? Torej, uvažali bomo tajkune? Ne bomo. Ne bomo tega več počeli. Tako kot kmet, ki ne bo prodal vseh svojih najbolj rodovitnih njiv, zgolj zato, ker je kriza, tudi država ne sme za letavo razprodati vse, kar ima, če želi obstati kot država in odgovorno poskrbeti za svoje ljudi, za svoj narod. Seveda tudi kmet dobro ve, kdaj rabi pomoč, sovlaganje ali tudi prodajo kakega dela svojega premoženja, če naj ohrani tisto, kar ga drži po konci. Ker so državo in številna največja državna in paradržavna podjetja v bližnji preteklosti vodili nesposobneži ali tisti, ki so le izčrpavali podjetja, ni razlog, da bi sedaj, ko se zaradi svetovne krize dosegajo najnižje cene, vse kar počez razprodali. Nasprotujem razmišljanju, da dobrega tekmovalnega konja, ki ga nismo znali dobro voditi, da bi za nas zmagoval, zdaj ubijemo in meso prodamo za drobiž. To je neumnost brez primere. Jaz in Slovenska ljudska stranka se s tem seveda ne strinjamo. Strateško najpomembnejših podjetjih, najpomembnejših bankah in drugih podjetjih mora država ohraniti vsaj kontrolni delež. Ugotoviti moramo odgovornosti za vse tiste,
ki so v preteklosti dajali na tisoče neustrezno zavarovanih kreditov, zaradi česar moramo sedaj banke vedno znova in znova dokapitalizirati, pa kljub temu obrtniki in podjetja z dobrimi programi ne morejo do posojil pod normalnimi pogoji. Objavili bomo podatke o teh lobovščinah, torej podatke, kdo je take nezavarovane kredite dobil in kdo jih je odobril. Če nam to onemogoča zakon o zaščiti osebnih podatkov, bomo spremenili zakon v tej točki. Ampak, spoštovani, to ne pomeni, da se bomo ukvarjali s preteklostjo. To ne pomeni, da se bomo ukvarjali z zgodovino, da se bomo ukvarjali z ideologijo. Rešitve so v prihodnosti in to je ključna naloga Slovenske ljudske stranke v prihodnjem mandatu. Naj ponazorim, kaj pomeni prodaja vseh glavnih slovenskih bank in vseh drugih podjetij. Če se nam zgodi svetovni črni scenarij in pademo v totalno krizo z lakoto in svetovnim kaosom, tedaj bomo brez lastnih finančnih ustanov in drugega premoženja kot potniki na preobloženi tuji ladji lahko samo čakali, ali bo v viharju tudi za nas prostor na rešilnem čolnu, ali pa bomo ob igranju orkestra na palubi križem rok čakali, da nas potegne v globino. Nek povsem spodoben tuj lastnik naših bank v primeru popolne krize ne bo gledal na to, kako z majhnimi krediti pomagati ljudem golemu preživetju, ampak bo mirno kreditiral varnejše in donosnejše naložbe nekje v tujini, Kitajskem, Braziliji ali kjerkoli že, medtem ko 100 000 v Sloveniji ne bodo imeli za hrano in ogrevanje. Ne imejmo iluzij, da bo kdo drug v takem primeru skrbel za nas. V primerih take krize nas zgodovina nas uči, da se lahko zaneseš le nase. Ne glede na vse, moramo ohraniti toliko lastnih vzvodov, da bomo lahko mi sami krmarili to Slovenijo. In Slovenska ljudska stranka je to pripravljena in sposobna storiti. Zato naj zaključim to misel. Če je bil naziv nacionalni interes zlorabljen, to ne pomeni, da nacionalnega interesa ni. Najodločneje, poudarjam, najodločneje obsojamo vse zlorabe, ki so se dogajale v imenu nacionalnega interesa. Enačiti zlorabe z nacionalnim interesom samim je najpodlejša demagogija. Nacionalni interes vendarle obstaja. Ohraniti moramo vsaj kontrolni državni delež strateško najpomembnejših podjetij finančnega, infrastrukturnega, pa tudi prehrambenega sektorja in zagotoviti odgovorno gospodarjenje s tem premoženjem. To je gotovo slovenski interes za to, da vendarle na dolgi rok ne ostanemo goli in bosi. Če so nas anomalije in zlorabe v Sloveniji pripeljale na rob propada, ne smemo dovoliti, da se danes z nekimi poenostavljenimi floskulami pahne državo v propad in se vse v celoti razproda in to zdaj, ko je to državno premoženje najmanj vredno. Krizo bomo prebrodili in Slovenska ljudska stranka bo naredila vse, da bomo skladno s tem tudi delovali. Spoštovani, izzivov in konkretnih nalog, ki sem si jih zastavil svojo ekipo kandidatk in kandidatov za poslance, imamo še veliko. Med njimi izpostavljam tudi samo oskrbo z domačo hrano, ki jo bomo obravnavali kot tisto strateško surovino, če hočete, države, ki lahko nahrani svoje ljudi. Prepričan sem tudi, da v Sloveniji imamo svojo nafto. To sta les in gozd. Samo z malverzacijami ponarejanja podatkov o kakovosti izvoženega lesa država letno izgubi nekaj 10 milijonov evrov. Hkrati pa je to edino področje, kjer ima Slovenija izjemno prednost. Na 10 000 kakovostnih novih delovnih mest predelave lesa ostaja v tem trenutku popolnoma neizkoriščenih in prepuščenim špekulantom. Vsekakor pa se bom z mojo ekipo, ki kandidira na letošnjih volitvah, potrudil, da v mandatu, ki nam bo zaupam na volitvah, zapolnimo tisto vrzel v družbi, ki tare ljudi in je cokla uspešnejšemu ter odgovornejšemu sistemu upravljanja države. Lažno socialo bomo obsodili, a spodbudili tisto, katero so znali spodbujati tudi slovenski razumniki izpred 100 let. Janez Evangelist Krek,
Ko je ustanavljal zadruge, delavske hranilnice, jih je ustanavljal zato, da bi ljudje preživeli. Danes pa, kako naj človek preživi, če mu ne daš kisika, pa zahtevaš, da naj diha. V teh razmerah totalnega liberalizma, ki se ga danes prodaja kot rešitev za problem, je preprosto nekaj, kar je lahko v drugačnih razmerah ena izmed preprostih rešitev, a ni uporabna. Mi moramo zato, da tisti, ki so danes pod pragom revščine in ostalih 500 milijona Slovenk in Slovencev, ki se bojijo, da bodo tja zdrsnili, da delajo in živijo, ne pa da v paničnem krču čakajo doma, kaj se bo zgodilo. Dokler Slovenija ima dele svojega gospodarstva v času krize, ki se še poglablja, mora to biti v funkciji in na razpolago podjetjem, obrtnikom, zaposlenim. Kajti ljudje v resnici želijo delati, varljiv je občutek, da nočejo. Delo je v naravi ljudi, se jih pa je pri nas zatrlo. Mladi danes vedo, da bodo morali zaslužiti še malo več, da bodo pomagali starim staršem, da bodo svojo starost lepo preživljali ob peči. Svojo ekipo kandidatk in kandidatov Slovenske ljudske stranke in s tem zavedanjem, da ljudje želijo delati, bomo naredili vse, da bomo ustvarili takšno okolje, ker bo gospodarstvo obstalo, zacvetelo in ustvarjalo nova delovna mesta. Spoštovani, konec je demoraliziranja. Lahko se jokamo, lahko pa zagrabimo. In Slovenska ljudska stranka se ne bo izogibala. Niti odločitvam, niti odgovornosti. Bo preprosto zagrabila. Sam sem večkrat dokazal, da je možno kaj narediti tudi mimo ustaljenih tokov korporativne korupcije. Ko sem reševal Pomursko avtocesto, Šentviški predor, viadukt Peračico, sem šel proti interesom pridobljenih privilegijev tedanjih velikašev. Kljub takratnim napetostim smo izpeljali projekte in jih nismo preplačali. Tako bo tudi vnaprej. Nihče ni prevelik gospod, da ne bi šel na gradbišče in izmeril posebno kakšno širino avtoceste in se prepričal v to, kar se dejansko v tej državi dogaja. Spoštovani, trdno verjamem, da je pred nami svetla prihodnost. Če hočete po cestarsko, da je na koncu tunela velika luč, ne svečka. In da jo bomo v Slovenski ljudski stranki, to prihodnost, za dobro nas ljudi pomembno, poudarjam pomembno, sooblikovali. Vsem želim vsem skupaj dobro in na koncu se reče, Bog živi Slovenijo in Slovensko ljudsko stranko. Hvala lepa.